Pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Zadnje šolsko leto je bilo zaradi epidemije koronavirusa nekaj posebnega. Posebna pa je bila tudi matura, s katero so se spoprijeli dijaki zadnjega letnika gimnazije. Najboljši rezultat na letošnji maturi pa je med vsemi idrijskimi maturanti zabeležila Zala Serženta Seljak, ki jo prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Hvala. Povejte nam, kot edina dijakinja v tem letniku ste se vpisali med zlate maturante, vendar od začetka pravzaprav ni kazalo na tak rezultat. Ja, tako je. Ko smo izvedeli rezultate, sem imela namreč 29 točk, torej 1 točka mi je zmanjkala do naziva zlate maturantke, ampak ker mi je pri angleščini zmanjkal le 1%, sem dala ugovor in ja, zdaj smo izvedeli, da imam 1 točko več, torej 30. Komisija je spet odprla vaše pole, pregledala in dala nekaj procentov več. Tako je, nekaj takega, ja. Kdo vam je prvi čestital? Ne vem, verjetno doma. V bistvu sem dobila sporočilo na e-naslov in sem pač doma povedala, mislim pred kakšnim mesecem. Je super, ne? Ja. Dober občutek. Kar ja. Čestitam tudi z naše strani. Sicer ste bili vsa 4 leta na gimnaziji pravzaprav odlični. Tako je, ja. To ni tako preprosto, ali se vam zdi kar samoumevno? V bistvu po pravici zdaj na koncu se mi je zdelo že kar malo samoumevno. Mislim, v prvem letniku je bil mogoče en preskok iz osnovne šole in je bilo malo težje, ampak zdaj na koncu, ne vem, v 4. letniku imamo še manj predmetov, tiste, ki si sami tudi izberemo in ja, ni bilo neki težko, no. Ravnateljica gimnazije Karmen Vidmar je ob tem rezultatu zapisala tako: Zala je s svojim delom pustila izjemen pečat, veseli smo, da smo bili del njene življenjske poti. Verjamemo, da bo vse pridobljeno znanje in veščine dobro unovčila in uspešno nadaljevala svojo študijsko pot. Lepa popotnica. Ja, lepo, ja. Ste se v redu počutili na gimnaziji 4 leta? Ja, odlično, res tako sproščeno vzdušje. Ne vem, mislim, da tudi zato, ker je majhna šola, so tudi s profesorji taki dobri odnosi. V bistvu vse poznamo, mislim, med sabo, vse tudi iz drugih razredov. Pa ne vem, meni je bilo super, no. Prednost teh majhnih kolektivov je tudi ta, kot ste rekli, da se poznate med seboj in da se verjetno tudi pomagate, če kdo ne zmore, ne razume ali potrebuje Ja, kakšno seveda, pomoč. med sabo si pomagamo, tudi profesorjem. Če jih prosimo za pomoč, so vedno naklonjeni in pomagajo. Vaša mama je tudi učiteljica na gimnaziji, uči angleščino. So vas kdaj tako v šali drezali, da ste imeli kakšno boniteto zaradi tega? Ja, mogoče včasih malo šali, ampak ne, drugače ne. Znanje treba pridobiti in dokazati. Ja, seveda. Tako. Sicer sem izbrskal podatek, da ste že vrsto let zelo navdušena planinka. Od kje vam pravzaprav to zanimanje za gore in planine? V bistvu že kar od malega, ne spomnim se lih čisto, ampak že tek z družino smo hodili veliko v hribe ali pa v naravo in zmeraj sem rada bila zunaj. In ja, potem kasneje sem se pa še vključila v planinsko društvo, tam dobila prijatelje in ja, še zmeraj zelo rada grem z društvom ali pa s prijatelji, sama, kakorkoli. Če ne drugega, grem pa s kužkom malo po okoliških gričkih. No, res sem navdušena nad tem. No, teh lokacij okrog Spodnje Idrije najbrž ni malo, ne? Ne, veliko, ja. Ja. Povejva še to, da ste pravzaprav aktualna državna prvakinja v tekmovanju Mladina in gore skupaj z Barbaro Čibej. Tako je, ja. Mislim, letos oziroma lansko leto tekmovanja zaradi virusa ni bilo, ampak ja, ko sem bila v 3. letniku, so pa v Spodnji Idriji zmagali na tem tekmovanju. Tudi tam je treba kar nekaj znanja, ne? Ja, v bistvu je kar tako široko znanje od gora pa do samega obnašanja med planinci, pa ne vem, geografija, oprema za v gore, potem prva pomoč, razna praktična znanja. Ja, kar velik obseg, no. Oče, tako v navednicah tega projekta, pa je Nace Breitenberger. Tako je, ja, v bistvu on nas je tudi pripravljal na ta tekmovanja. Smo se kar redno dobivali in v bistvu on je tisti, ki je veliko znanja prenesel na nas. Ja. Znanja pa tudi navdušenja za tak zdrav življenjski slog. Tudi to, ja, definitivno.
Ste kandidatka tudi za vodnico v mladinskem odseku. Kaj vam to pomeni? Naslednji korak, logično. Ja, zdaj trenutno sem mladinska voditeljica, sem bila na usposabljanju v Planinskem učnem središču v Bavšici in ja, v prihodnosti imam namen tudi narediti vodniški tečaj. Zelo rada delam z mladimi in navdušujem ljudi za hojo v gore. To mi veliko pomeni, da ta strast, kaj imam, prenašam tudi na druge. Še eno strast imate, bi rekel, ki je zelo blizu planinstvu, na nek način, to je orientacija. Ste aktivni tudi v društvu, verjetno? Ja, pač udeležujem se tekem. Zelo rada sem v gozdu, v naravi. Tukaj je malo bolj tek sicer kot hoja, ampak ja, ta dva hobija mi res veliko pomenita. Zelo ste skromni povedati podatek, da ste kot članica šolske ekipe leta 2019 tekmovali celo v Estoniji. Ja, tako je. Z dobrim rezultatom. Ja, kar v redu je bilo. Solidno. Sicer vas je tudi, bi rekel, zanimanje vas je vodilo po svetu. Udeležili ste se več projektov v sklopu programa Erasmus+. Leta 2019 ste bili na Islandiji. Kako je bilo? Tako je, ja. Res odlična izkušnja. Že sama narava je čisto drugačna kot tukaj pri nas. V bistvu ta projekt, v okviru katerega sem odpotovala, v bistvu poudarja zdrav življenjski slog, pa tak trajnosten način življenja. In v bistvu več dni smo šli tudi kot na neke pohode in smo prečkali reko, bosi, je bila zelo topla, pa do gejzirjev smo šli. Mislim, tako čisto drugače, res. Pač ful dobra izkušnja in še stanovati pri nekomu iz druge države, pri neki drugi družini, to je tudi nekaj čisto posebnega. Njihov način življenja je najbrž nekoliko drugačen od našega, ne? Ja, že že veliko več teme imajo, mraz zunaj se ne gibljejo lih toliko kot mi. Ja, kar drugače. Prav nasprotje Islandiji pa je bila Grčija. Tudi tam ste bili v tem projektu. Ja, s kakšnimi spomini? Ja, kar nasprotje od Islandije bi rekla, ja, vse ima bolj umirjeno, tudi ljudje so umirjeni, nikamor se jim ne mudi. Zelo taki topli ljudje. Se čisto spomnim, ko mi je mama od teh punc, pri katerih sem bila, rekla, da zdaj ima pa 3 hčerke, ne samo 2. Meni je bilo to kar malo presenetljivo, no. Ja. Mi smo nekje v sredini pravzaprav, ne? Slovenija, do Islandije ali do Grčije. Ja, ampak bi rekla, da je bolj blizu Islandije, no. Bližje. Ja. Lepo. Sedaj ste se vpisali na fakulteto za šport. Zakaj ta odločitev? Ja, ne vem, v bistvu zanima me več stvari, nisem pa čisto vedela, kam bi se usmerila, ampak zdaj na koncu je nekako prevladala ta moja ljubezen do gibanja, pa tudi želja, da bi širila to naprej, no. Mislim, med druge, da bi tudi koga drugega še navdušila nad tem in ja. Pred vami je pomembno obdobje, prihajajo novi sošolci, novi znanci, prijatelji, življenjsko okolje se vam spreminja. Kako se soočate s temi izzivi pravzaprav? Ja, nekako zdaj še ne razmišljam o tem, zdaj uživam še ta zadnji mesec počitnic, ampak po drugi strani se pa zelo veselim obdobja, ki me čaka. Kje se vidite čez 10 let ali več? No, tudi o tem ne razmišljam lih preveč, ampak predvsem bom probala sprejemati različne izzive, priložnosti, ki jih bom dobila in bomo videli, kam me bo to pripeljalo, ja. Puščate vse odprto? Tako, ja. Živimo v času epidemije. Kako ste sami doživljali ta čas? Sigurno je vplival tudi na potek zadnjega letnika gimnazije, na maturo in tudi obdobje, ki je pred nami, kot vse kaže, bo zaznamovano s tem virusom. Ja, v bistvu je bilo kar zanimivo obdobje, ja. Na sam potek mature sicer to ni preveč vplivalo, ampak priprave so bile pa kar drugačne. Smo imeli veliko priprav po Zoomu in prek spleta, ampak po drugi strani smo imeli pa tudi malo več časa. Ne vem, že ni se bilo treba voziti v šolo.
Ja, ne vem, dopoldne smo si lahko recimo vzeli malo več prostega časa, pa še popoldne malo več delali. Ne vem, meni osebno ti zadnji meseci pred maturo so mi bili kar všeč. Mislim, sem si lahko vzela kar malo več prostega časa, kot če bi mogla biti v šoli vsak dan. Ampak ja, drugače glede socialnega življenja nas je pa res kar prikrajšala ta korona, no. Boste nadoknadili. Ja, upam. Zala seržanta Seljak, hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Želim vam vse dobro na vseh teh vaših poteh, ki so pred vami in ki jih boste gotovo z uspehom prehodili. Hvala vam. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost.